Pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi podcasta Zavoda za zaposlovanje Za kulisami trga dela. Naslov današnje epizode je Iz cone udobja v nov začetek in odstrli bomo zgodbo iniciative Alma. Zdaj si pa predstavljajte, kaj če bi imeli priložnost za nov začetek. Brez popolnega načrta, brez izkušenj, ampak z nekom, ki ti stoji ob strani. Na zavodu imamo inicijativo Alma, ki daje mladim priložnost, da izstopijo iz cone udobja, grejo v tujino, pridobijo izkušnjo in predvsem začnejo verjeti vase. Danes z mano pozdravljam mentorico Špelo Vitam vas in Saro, ki je to pot že prehodila. Živijo. Najlepša hvala, da ste se pridružili. Hvala vam. Pa bomo začeli kar s tabo, Špela. Ne bomo izgubljali časa, gremo direktno v vsebino in v globino. Špela, če bi morala Almo opisati v enem stavku, kaj je bistvo? Mislim, jaz vsekakor v enem stavku bi rekla, da je Alma priložnost za nov začetek. Bi si pa sam dovolila še mogoče kakšen stavek dodati, da je majčkeno bolj orišen, kaj Alma je, ker to gre za 6-mesečni mentorski program, za vse mlade, ki so dolgotrajno brezposelni od 18. do 35. leta, sprav nimajo zaposlitve, niso vključeni v izobraževanje, usposabljanje. In za njih je to res toliko vrhunska priložnost, da naredijo korak iz cone udobja skozi neko prakso, skozi realno izkušnjo, ki jim pač iniciativa Alma to omogoča. Ok, super. Sliši se zelo obetavno. Zdaj pa gremo Sara. Kaj pa, če te reče nekdo Alma? Kaj to pomeni te posebno? Po tem dogodku, ki sem ga doživela, bi rekla, da mi to pomeni neka podpora, kot si ti rekla, nek nov začetek, izstop iz cone udobja in predvsem zabava, ki te tudi nekaj nauči. Ok, super. Špela, s kakšnimi občutki in situacijami mladi največkrat pridejo v program? Kaj se ti zdi? Saj kar večinoma imajo neke te podobne občutke situacije. Predvsem je to, ne vem, kaj bi kasneje počel, kako naj izstopam iz tega časa, ki sem zdaj ujet v tem, ki ne vem, kaj bi. Potem veliko njih razmišlja o tem, delodajalci pa iščejo samo take, ki že imajo izkušnje in tako naprej. In pa vse to res vpliva na njihovo samozavest in enostavno ni to, da ne zmorejo, samo to je, da tistega prvega koraka ne morejo narediti. In Alma pa tako res omogoča nek sistematičen, strukturiran podtek, vodenje teh korakov, da v bistvu vsak sam pri sebi dobi zopet nazaj tisto samozaupanje, ki ga pa v bistvu najbolj potrebujemo. Kaj si se pa ti, Sara, počutila na začetku? Jaz na začetku sem bila zelo nesigurna v to, kako bo vse skupaj potekalo. Nisem bila samozavestna. Kljub temu, da sem vedno rada potovala, sem bila tako za dlje časa iti nekam, predvsem v državo, kjer recimo jezika ne poznam, je bilo to nekaj tako kar strašljivega, ko sem pomislila na to. Potem pa, ko sem prišla sem in videla, kakšen je postopek, je pa vse skupaj kar hitro izpuhtelo, zaradi tega, ker je pač bil pristop primeren in smo se tudi dobro razumeli in je v bistvu strahovi so kar zginili, ampak ja. Super. Špela, nazaj k tebi. Zdaj, če jaz prav razumem, gre za odhod v tujino, a nam razjasniš vse faze programa, kako to izgleda za udeleženca, od prijave do odhoda v tujino, do dela v tujini, tako da res gledalci vsi skupaj razumemo, zakaj gre. Ja, tako kot sem omenila, to je 6-mesečni mentorski program, ki je razdeljen na 3x po 2 meseca. Se to pravi, prve 2 meseca sta te priprave na mobilnost, katero mi imenujemo mobilnost oziroma upravljanje delovno-učne prakse v tujini. Potem sta 2 meseca upravljanje te prakse in pa recimo temu potem zadnje 2 meseca integracija oziroma pomoč, podpora za vključitev na trg dela. Mi imamo 2-krat na leto poziv, zdaj ga bomo imeli, tako da jaz res upam, da bo čim več
ujel ta podcast tistih, ki bi jih to pritegnilo. Začnemo s pozivom, se pravi, z novim naborom udeležencev 22.4. aprila, no, in trajalo bo do 20. maja. Potem mi pregledamo vse te prošnje, se to pravi poslane življenjepise z motivacijskim pismom. Seveda preverimo, ali ustrezajo kriterijem. Kateri pa so to? Deva kar tle razčistiti. Kaj je to kriterij? Kdo se lahko sploh prijavi? Se to pravi, mladi brezposelni, ki so stari do 18 do 35 leta, nimajo zaposlitve, niso vključeni v nobeno izobraževanje, usposabljanje, imajo motivacijo, in pa saj neko osnovno znanje tujega jezika. Morda tudi bolj za neke ranljive, mogoče socialni težji položaj, ekonomski, so malo bolj iz odročnega področja, pa je težje pridobiti zaposlitev. Se to pravi, res se nudi tukaj celotno podporo. Tako da ja, potem, ko v bistvu naredimo nabor novih udeležencev, začnemo s programom in imamo potem intenzivnih 9 srečanj, preden nekdo odide v Nemčijo. Se to pravi, to imamo srečanja v živo, srečanja online, kjer se pripravljamo z raznimi tematikami, kot je, ne vem, premagovanje strahov, kompetence, prepoznave kompetenc, kako jih to prodati potem delodajalcu, kakšne so potrebe, kakšne so želje. Res ogromno imamo teh kvalitetnih delavnic, ki ni samo teorija, ampak skozi praktične vaje potem to tudi delamo. Zaradi tega, da se čim bolj vsakega posameznika pripravi na ta odhod v Nemčijo, ki je že tako in tako stresen, ne glede na to, kako se pripravljamo. Potem se upravlja to delovno-učno prakso v Nemčiji 2 meseca in pa, kot so neka, potem, ko se pride nazaj, je pa bolj fokus, katere korake naredi, da se čim prej vključi posameznik na trg dela. Mi sodelujemo v Nemčiji, kjer se upravlja delovno-učna praksa tudi za partnersko organizacijo. Oni so tisti, ki poskrbijo, da potem poiščejo delodajalce, se to pravi prakso. Udeleženci, ko imamo z njimi te začetne intervjuje, povedo, kaj bi delali, kje bi delali, kaj jih zanima, in potem v tej smeri čim bolje poskuša partnerska organizacija jim najti prakso. Tako da v bistvu za celotno vključitev v temu programu poskrbimo, poskrbljeno potem v Nemčiji za nastanitev, pomagamo pri administrativnih zadevah. Mentori in celotna ekipa Alme smo nenehno teh 6 mesecev z njimi, z udeleženci, res totalna podpora, support. Tako da tudi vsakogar, ki ga je straha, bi ali ne bi, ne oklevati, samo prijavce. Tako da, ja, zdaj začnemo z novim pozivom, kakor sem že rekla, ne zamuditi tega 22.4. Veselimo se tudi nove skupine. Se pravi, udeleženec dobi, kakor jaz razumem, all-inclusive podporo. Se pravi, prijavi se, pripravite ga, najdete mu delodajalce, pomagate pri nastanitvi, ves čas ste na voljo in potem še doma podpora. Tako je, samo namesto njega ne delamo, tako da to je ta izkušnja, ki jo mora vsak od njih sam dobiti in je najbolj bistvena. Ok, super. Mislim, da smo si razjasnili, vsaj jaz sem si upam, da tudi vi, zakaj pravzaprav gre in res zelo privlačna ponudba. Zdaj pa, Sara, k tebi. Daj nam ti zaupi, kako si se ti počutila, kako si ti doživljala, ko si se prijavila, ko si se pripravljala, ko si šla, ta točka odhoda in potem v tujini, za vsako to točko, ki je zdaj Špela pojasnila, kaj je bilo, pa mene zanimajo tvoji občutki, kako si ti doživljala to. Ja, jaz, ko sem se prijavila, je bilo vse tako v zraku, ker najprej nisem vedela, če bom sploh sprejeta, če sem se sploh prav odločila. Zdaj, zakaj sem se prijavila, je bilo v bistvu čisto zaradi tega, ker sem želela neko izkušnjo v tujini, sem želela stopiti iz cone udobja in sem hotela izkusiti, kako bi sploh ta program deloval. Potem, ko sem bila sprejeta, na začetku sploh nisem verjela, da sem. In je bilo vse tako, wow, zdaj se gre zares, začel se bo projekt in ko so nas kontaktirali mentori in vodje projekta, je bilo vse zelo novo in jaz imam malček sem živčna pri novih stvareh, novi ljudje in tako naprej. Ko smo prvič prišli sem in imeli prvo srečanje in se začeli spoznavati,
je bilo pa vsakič lažje. Ne? Pač 9 srečanj je bilo, vsakič je bilo lažje, skupina se je res ujela, te stvari, o katerih smo se dejansko pogovarjali in te priprave so bile res pač mind-blowing je bilo, kako je to dobro narejeno, kar se tiče priprav. To res, tudi če nisi nikoli bil v tujini, najprej smo imeli priprave na to, kako sploh pristopiti do delodajalca, kako se navaditi za delo. Potem smo imeli predstavitev mesta, kjer bomo pač živeli oziroma bivali, predstavitev prostora, kjer bomo bili, kako tam živijo, vse so nam lepo predstavili, da si imel res občutek, kam greš, kako boš. In kar sem jaz največ odvzela od priprav, je bilo na splošno veliko samozavesti sem pridobila, ker smo imeli dosti vaj in treninga s temi delavnicami, ki so potekale zelo prijateljsko. Tudi z mentorji smo se pogovarjali kot kolegi praktično. In predvsem je bil poudarek na delo v skupini, da smo se lahko skupinsko pač ujeli med sabo, ker v končni fazi pač živiš skupaj v tem cajtu, vsak ima svojo sobo in biva v svojem prostoru, ampak si pač v stanovanju skupaj. Aha, super. Še ta Glede na to, izkušnja. da si pač v stanovanju skupaj z drugimi, smo imeli pač razne priprave o tem, kaj je tebi kul, kaj ti ni kul, kaj te recimo moti, če imaš kakšne posebnosti, ne vem, da te moti hrup ali pa da ti nekaj ni udobno. Smo imeli dosti delavnic na to temo, asertivne komunikacije, da se pač res komunicira, kar ti ni prav. To je meni najbolj ostalo v spominu, ker na začetku, ko sem jaz prišla, sem bila tako tisti tip človeka, ki pač se boji povedati, da nekaj mi ne paše, ker pač nočeš nobenega obremenjevati. Tako da, če to za introverte, je to zelo taka odprta zadeva, ki se dosti naučiš iz tega. Tako da to, dosti teh dejavnosti, pol smo imeli odhod in bivanje in delo, vse to je bilo res pač nekaj krasnega. No. Tudi, ne vem, če grem na bivanje v Marburgu, kjer sem bila, odlično, tudi skupina tam, s katero ste vi povezani, je bila zelo, so nam pomagali, delo, ki sem ga upravljala, je bilo sicer zelo tako novo zame, ker jaz sem delala v bistvu z otroci v enem domu za mamice, ki so imele težave in sem potem pač praktično vodila svoj vrtec tam. In je bilo to zelo primerno zame, ker sem pač vzgojiteljica po izobrazbi. Mentorica tudi v Nemčiji je bila zelo veliko podpore nudila in tako kot si ti rekla, dejansko konstantno so mentori tam. In to je zelo, zelo velik poudarek, ker če si nesiguren, greš do mentorja, poveš, kaj ti ne paše. In če ne drugega, se naučiš skomunicirati nekaj, kar ti ne paše, ker si med varnimi ljudmi, ki ti bojo vedno pripravljeni pomagati. Tako da res pač, tudi jaz bi rekla, pač, če si nesiguren, tukaj imaš vso 100% podporo, ni se česa bati, ker pač je vedno nekdo ob tebi. Tako, nekako. Super, mislim, da si že zelo dobro predstavljamo, kako dejansko to pozgleda pa poteka. Ja. Pa bom še malo radovedna, pa me zanima, kak je pa na primer izgledal tvoj prvi teden? Prvi teden je bil, ko smo prispeli, misliš? Tako. Prvi teden je bil zelo, najprej se pač veseliš, pa imaš srečanje z vsemi temi mentorji, spoznavaš malo mesto. Imeli smo en pohod po mestu, da smo malo spoznali, kje bomo sploh bivali. Se pravi, dejansko smo šli na sprehod do gradu, vse to smo imeli vodeno, v bistvu vodeno gled mesta. Spoznali smo se z vsemi mentorji, ki so nam potem še enkrat predstavili, kako vse skupaj deluje. Pa mislim, da je bilo prvi teden potem, da smo z delodajalci se spoznali tudi in spoznali kraj mesta, kjer bomo delali.
pri čemer seveda tvoj mentor oziroma mentor tam gre s tabo do delodajalca, da vidi tudi sam, kako vse skupaj poteka. In ja, bilo je zelo, mislim, bi pričakoval, da je stresno, kar, ko se preseliš nekam v tujino, mogoče je, ampak res ta konstantna podpora in prijaznost in komunikacija je zelo pripomogla k temu, da smo bili sproščeni. Tudi pač smo se privadili na prostor, kjer smo bivali. Konstantno so bili neki ogledi, pogovori, priprave na delo in tako. Tako da je bilo aktivno, zelo aktivno. Prvi teden je bil res aktiven, nisi imel časa, da ti je pač dolg čas, ampak si pa imel tudi čas zase, da si se pač lahko sprehajal sam po mestu, lahko spočil in tako. Tako da res. Super. Če smem jaz samo še dodati. Seveda. V prvem tednu je tudi intenzivni tečaj nemščine. Ja, ne, super, pozabila. Ja, tudi v tem času priprav na mobilnost imajo tečaj nemščine organizirana, ne, osnovni in pa napredni, tako da se jih tudi na ta način pripravlja. In v tem prvem tednu, tako kot je rekla Sara, je res intenziteta, ne, že samo ta novo okolje, nov jezik, nova kultura in tako dalje. Imajo pa potem cel teden nemščino, da je potem samo enkrat na teden v času 2 mesecev. Tako da spoznavanje delodajalcev, mentorjev partnerske organizacije ter tečaj nemščine. Ja, in tečaj nemščine bi dodala, da je zelo, tudi pred odhodom smo se pač učili nemško, je zelo pač koristna stvar. Tako da tudi jaz, ki sem bila čisti začetnik, sem ogromno zvedla, ogromno priprav je bilo, da se lahko sploh komunicirala v nemščini dol, že prvi teden. In potem, ko smo prišli pač dol, tudi tam so učitelji zelo razumni, če si začetnik, če si napreden, te usmerijo v napredne skupine. In ja, tako da tudi strah pred novim jezikom je pač ni potreben, ker razumejo, da si v novem okolju. Tudi delodajalci, vsaj iz moje perspektive, delodajalka je razumela, so pa Nemci zelo taki, da pač podpirajo, če začneš govoriti nemško, bojo ti pomagali, tudi če si začetnik, samo da pač komuniciraš v njihovem jeziku. In jaz sem začela z vsemi temi osnovami in sem skozi dobivala pohvale, ogromno znaš, dobro ti gre, odlično je. Tako da ni bil tisti občutek, jaz nič ne znam, ne vem, pač tudi angleško znajo, ne? Če pač ti ne gre, se v angleščini komunicira, ampak res praktičen način izobraževanja z jezik. No. Se pravi, še možnost, da se naučimo novega jezika zraven. Tako. Špela, kje ti vidiš pri mladih največjo spremembo in kdaj se ta ponavadi zgodi in pa če te mogoče vedno znova kaj preseneti? Mislim, jaz bom tako rekla, da preseneti me ne sprememba zaradi tega, ker res verjamem in tudi mi vsi v iniciativi Alma verjamemo, da vsak od nas zmore. Se to pravi, če mi vsi tule zmoremo, tudi vsak od udeležencev zmore narediti neko spremembo, če si to želi, na tem proaktivno tudi nekaj naredi. Bolj bi rekla v bistvu, da me pa znova in znova, ne vem, mi je tako toplo pri srcu ali pa me navdihne, lahko rečem tudi navdihne, ko pa vidim, kako se začne graditi ta samozavest. In samozavedanje, samozavest, ker skozi svojo lastno izkušnjo pridobijo to in tega jim nihče nikoli ne more odvzeti. In to je ta odskočna deska, da se začnejo premiki naprej. In to me pa vsakokrat res tako prav navdahne in sem vesela in ponosna, ker tam mama medvedka. In že prelomi se mi pa zdijo že samo s tem, ko nekdo se prijavi, ko je nekdo vključen. Mogoče to tak navidezen majhen prelom, ampak ni, ker s tem je že naredil nek korak. Po vseh teh strahovih ali pa zaciklenosti je naredil. In potem drugi prelom, da greš v tujino, da upravljaš to prakso v tujini, v tujem okolju. Ne vem, mislim, to so res mejniki. In evo, zdaj le manj kocine, kot tem razlagam, kako mama medvedka. Ok, super. Sara, kje pa ti vidiš največjo spremembo pri sebi? Ne samo poklicno, ampak mogoče tudi osebno, kot jo je ta priložnost dala.
Kot sem že prej rekla, meni je ogromno dala delavnico o asertivni komunikaciji, ker sem bila prej zelo tiha oseba, kar se tiče stvari, ki so me motile. Ogromno sem vzela od tega. Tudi v praksi sem pol to uporabljala v Nemčiji in tudi še dan danes uporabljam. In me ni strah povedati, če me nekaj moti, ker pač imaš vso pravico omeniti te stvari in tudi se zavedam, če ne komuniciraš, človek ne more vedeti. To mi je najbolj ostalo, kar se tiče osebne rasti. Sem to res nekako bi rekla, v angleščini se reče embodying. Utelešena zadeva, ki se pač s prakso, ki sem jo s prakso pač pridobila. Poleg tega pa pač to, da sem šla iz cone udobja, pa da vem, da zdaj lahko, če se odločim, grem v tujino, naredim korak zase, sama sem sposobna in pač dosti sem dobila te samozavesti, ki mi je manjkala z Almo. Poleg tega pač tudi poklicno sem zdaj v smeri delanja z otroci, delam v vrtcu, ker prej sem bila nesigurna in je Alma v bistvu nekako to tudi, ta praksa, ki sem jo upravljala v Nemčiji, mi je to v bistvu me je pogumila, da delam s tem še naprej. Izjemno veliko sadov in učinkov in če zdaj nekdo posluša in se začne v njem ali pa v njej nekaj prebujati, to bi pa lahko bilo to za mene, Špela, kako naj naredi prvi korak? Če razmišljati sam prijavce, to bi definitivno rekla. Seveda, če je pač kandidat ustreza kriterijem, jaz res nič razmišljati. Mi smo tukaj zato, da pomagamo, usmerjamo, vodimo skozi proces, vi sam naredite ta prvi korak. Tako da na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je več informacij o samem projektu objavljen, bo tudi dan in datum in pa ura, kdaj bomo imeli informativni online, nek tak srečanje, sestanek, predstavitev Alme, kjer bomo šli še malo bolj v globine, tako da dobijo dodatne informacije. Lahko nam kdorkoli tudi piše na naš mail alma@ess.gov.si, odgovorimo vedno z veseljem. Jaz bom sam rekla, če koga vsaj nekaj pritegnilo, upam res, da je koga, ne razmišljati, ne oklevati, prijavite se. Super. Se pravi, na naši spletni strani Zavoda za zaposlovanje poiščite iniciativo Alma, dobite več informacij ali pa na mailu, skratka, informacije vas čakajo. Sara, kaj bi pa ti rekla nekomu, ki mogoče zdaj okleva? Vsak korak je težek. Če greš v neko spremembo, pa hočeš stopiti iz cone udobja, je to zelo zahtevno. Ampak pri takem projektu, kakor je Alma, je to res nepotrebno. Pač ta strah res ni potreben, ker toliko podpore, kakor dobiš tu, mislim, da ne dobiš pri vsaki zadevi. Poleg tega, če je oseba, ki to posluša, mogoče malček sramežljiva in se boji, da ne vem, bo izstopala ali kakorkoli, tu je tudi priložnost, da spoznaš nove ljudi, da se spletejo nove niti prijateljstva. Jaz sem recimo še dan danes v kontaktu z določenimi udeleženci, s katerimi sem bila. Skupinsko smo se zelo ujeli. Dobiš nove prijatelje, nove kolege, nove priložnosti, povezave v tujini, če te to zanima. Praktično cel package vsega, kar rabiš, pa še samostojnosti, malo tisti občutek samostojnosti poveča in samozavesti in vsega. Tako da pač res je priporočeno za vsakega, ki si želi malo spremembe, pa ne ve, kje začeti. Super. Zdaj pa za konec sem pa pripravila za vsako od vaju eno igrico. Pa bi kar Špelo začela. Za tebe sem pripravila par scenarijev, zato da si lahko predstavljamo, kaj se zgodi, če. Scenarij 1. Udeleženec te po 3 dneh v tujini pokliče ali pa ti napiše, jaz hočem iti domov. Kaj narediš?
Ja, pogovor je itak vedno ključna stvar. Se to pravi, takoj se vzpostavi ta stik, glede na to, da je udeleženec v Nemčiji, jaz tukaj. Najprej je moj cilj, da razbremenim to stisko, da se to pač malo ta breme razbremeni in potem, da vidim, zakaj je do tega prišlo. A je to mogoče samo sprememba okolja, je bilo morda kaj na delovnem mestu takega, ne vem, karkoli drugega. Kaj je vzrok te nastale nove situacije. In skozi ta pogovor potem, da se spet spomne, zakaj se je pridružila, kaj je tisto, na čem ne vztraja. Jaz mislim, da je bistvo to, da ko pride do takih situacij, katere so sestavni del življenja in se vsi srečujemo, je vztrajati. In da ima to podporo nas vseh, da vztraja, nadaljuje. Tako da, ja. En mal drugačen scenarij. Udeleženec ne verjame vase, ti pa vidiš, da zmore. Kako ga podpreti, kako ga premakniti? Ja, to je kar neka taka standardna zgodba, bom rekla. Jaz res stojim za tem, da ta program je res kvalitetno narejen, zaradi tega, ker ni to samo neka teorija, en kup neke teorije raznih tem, ampak je to v bistvu zaokrožena celota, ki se res strukturno vodi teh 6 mesecev. In mi že tiste 2 meseca ogromno delamo na tem postavljanju majhnih ciljev, jasnih ciljev, da jih res lahko dosežejo udeleženci in na ta način oni lahko vidijo že z majhnimi koraki, da zmorejo. In ko majhne korake delaš, vedno večje kasneje delaš in potem se na koncu naredi neka refleksija, pogledi, dobijo izkušnje, kako z nekimi temi malimi koraki skozi celoten program dosegajo stvari in takrat začnejo verjeti vase. In nam absolutno ni cilj, da mi verjamemo v njih, ampak je cilj, da začnejo oni sami verjeti vase. In če to pri eni stvari je ena več kot nič. Ja, absolutno res. Pa še zadnji scenarij. Nekdo ravno prične z delom v Nemčiji in naredi napako. Kako reagiraš kot mentor? Napake so sestavni del življenja, tisti, ki delamo, jih bomo vedno delali. Tako da jaz tudi rada poudarjam, da to je delovno-učna praksa, samo 2 meseca. To tudi niso zahteve delodajalcev takšne, kakor bi bile, če bi bili redno zaposleni, ker marsikoga je tudi to strah. In se potem še toliko bolj bojijo narediti napake, pa kakšen perfekcionist ven pogleda. Če usedemo, se pogledamo, zakaj je prišlo do napake, kaj je bil vzrok, kaj se bo pa zdaj naredilo, da preprečimo, da do tega ne pride več. Jaz pa vedno potem še začenjam nekako pogovor, kaj pa tudi to je pri njemu ali njej povzročilo oziroma s čim se tudi on sam ukvarja. Tako da na eni strani, da se ga pomiri, da se seveda tudi jasno opredeli, kaj so neki standardi dela, ker povsod so, na drugi strani, da se ga pa podpre, da ne izgubi motivacije za naprej za delati. Tako da napake so sestavni del. Sam naučimo se kaj od njih. Absolutno. Evo, Sara, še za tebe imam eno igrico in sicer vsakič moraš eno obdržati. Alma Edition. In greva kar v prvi krog. Pogum ali podpora mentorja? Kaj obdržiš? Podpora mentorja. Ok, gremo drugi krog. Podpora mentorja ali izhod iz cone udobja? Izhod iz cone udobja. Ok, izhod iz cone udobja ali prva delovna izkušnja? Izhod iz cone udobja. Izhod iz cone udobja ali samozavest? Samozavest. Samozavest ali nova priložnost? Jaz bom rekla samozavest. In zakaj je to tvoja zmagovalka? Zaradi tega, ker vse to, kar je bilo nekako našteto, je pač ključ za to, je tudi večja samozavest, se mi zdi. Jaz sem to pridobila in to je tudi pač tisto, kar rabiš za prvi korak narediti. Tako da, ja, meni je to največ preneslo. Super. Ampak brez vsega tega, kar je bilo omenjeno, pa tudi samozavesti ne bi bilo. Evo, mi smo že skoraj pri koncu, samo še zaključno vprašanje za vsako izmed vaju. Najprej za tebe, Sara. Če bi srečala danes sama sebe pred Almo, kaj bi si rekla? Pred Almo? Se mi zdi, da sem to že povedala, ampak tako, ne se bat. Prvi korak je ključ do uspeha. Super.
Odlično, ne se bat. Pa še Špela, kaj Alma ponuja, česar druge mladi ne dobijo? Kombinacijo vsega na enem mestu, se to pravi ogromno kvalitetne teorije, gradiva, ki je povezan z praktičnimi vajami v nekem tem strukturnem sosledju, sistematičnem, popolno podporo nas mentorjev in pa celotne ekipe Alma, predvsem pa dobijo potem še to izkušnjo, praktično izkušnjo, da sami sebi dokažejo in kombinacijo vsega tega, to nikjer drugje ne morejo dobiti. Se strinjam. A ne? Tudi jaz. Meni odmeva po tem le našem podcastu, zelo prijetnem, hvala obema. Ne se bat, nova priložnost čaka, nov začetek čaka, odklikajte na našo spletno stran, pošljite mail mentorjem in upam, da se vidimo na Almi. Hvala vam za sodelovanje, hvala vam za poslušanje in se spet gledamo za kulisami trga dela. Hvala. Hvala vam.